ko gremo nore babance, se zdaj že dolgo nismo šle, mi je to božanski trening, a veš. Vmes tečemo 3 ure, vmes čvekamo, vmes se imamo fajn. In jaz sem takrat mislila, da je ta krog dolg 10 km. Ta krog je pa dolg 2 ali 3 km. Rada imam uniformo, ponosna sem, da sem pripadnica in tudi uniformo jaz s ponosom jo nosim. V 3. 4. kilometru že nekako čutim, bo letelo, ne bo letelo, ja. Jaz tako pravim, veš, da imam v bistvu 2 življenja. Eno je tisto tekaško, eno je pa tisto moje družinsko. Tek je nekaj lepega, tek je res nekaj, ampak ni pa vse. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi gledalci, tokrat in poslušalke, ne boste verjeli, kdo je v 166. epizodi podcasta Za gre za tek v mojih gosteh. Ja, prav posebna gostja, ki sem jo lovil kar 2 meseca. Spoštovani, to je Berni Čeplak Poznič. Berni, živjo. Živjo. Kje sem te zdajle najdel, podobo pa presenetil? Zdaj si me pa točno najdel doma, evo v kuhinji. Malo nekaj na hitro sem pripravila mojim decem za jesti, ampak zdaj sem se odločila, da smo se videli dogovarjala, da zdaj pa 1 uro bom pa čist tvoja, oziroma se ti čist prepustim tvojim vprašanjem. In upam, da me ne boš spravil v preveliko dilemo. Mislim, kar se govori tam zunaj, je tebe zelo težko spraviti v zadrego, ker na koncu toliko, tako veliko govoriš, da že pozabiš na to, a to drži? Ja, to je res. Ja, to je res, zelo rada govorim, zelo rada. Ja. No, potem si idealna gostja za tole mojo oddajo. Berni, da prebijeva let, si danes že tekla? Ne, Marko, danes pa nisem. Sicer sem imela namen iti malo izteka narediti, ampak ne boš verjel, malo čutim neka zadnja loža. Ja, pa sem rajše rekla, bom danes malo, sej en dan ne bo nič narobe, če si malo počijem, ne. Mislim, da je timing ravno pravi za tole, ja. Čas je čaka 2 meseca, ker ti lahko čestitam sedaj za vrhunsko in suvereno zmago v Bovcu na polovički. Bravo, Berni, kako je bilo? Veš, koliko je bilo, Marko? V bistvu tako je bilo, da sem šla prvič. Šla sem v bistvu bolj iz nekega Ferbca, oziroma vedela sem, da je to eden najlepših maratonov po maratonu, že zaradi samega kraja oziroma okolice. In zdaj sem mislila, da bom v bistvu lahko malo uživala, da si bom lahko malo okolico ogledala, ampak ti povem, da si res nisem, ker ni bilo tako enostavno. Čeprav marsikdo bo zdaj rekel, ja, čas, 1:43. Sej čas ni, ne vem kako dober, a ne? Ampak jaz sem pa popolnoma zadovoljna, ker v bistvu zmage sploh nisem pričakovala. Pričakovala sem stopničke, drugo, 3. mesto, zmage pa res nisem. In jaz sem s tem časom več kot zadovoljna, res, ker moram reči, da ni bilo lahko, ker na 6. kilometru, če si ga že tekel, veš, da je spusta 6-7 kilometrov. In tu smo se kar zagnali, ja. In jaz sem tu potem dobila to Italijanko, to starejšo gospo, ki je zdaj 2 leti ali zadnjo leto zmagovala. In smo malo skupaj tekli, a ne, in mi je bilo malo čudno, ko je ona pol mene naprej spustila in sem se malo ustrašila, to je to njena taktika, ne vem, se veš, dajmo jo naprej spustiti. In sem pol enostavno šla naprej, ker je bil tempo v bistvu njen zame prepočasen. In jaz sem pol v bistvu od 6. kilometra dalje vzela vodstvo in je bilo res peklensko, res moram ti priznati. Vmes je bila vročina, vmes so se mi noge malo zakislile, sploh čez tisti mostiček, a veš, ko greš. Na 11. 12. kilometru pa nek tak čudno občutek, a veš, mravljinci oziroma kot da sem mislila, da bom kar skupaj padla. In sem se v glavi v bistvu prepričevala, deček malo počasni, malo zmanjšaj tempo, ker šele do konca, ne. Ker vedela sem pa za tisti zadnji kilometrček tistega klanca. Ja, tako da nisem tako z lahkoto tekla, res nisem, no. Zato pravim, da še meni ta čas toliko bolj, jaz sem za sebe več kot zadovoljna. Berni, razlagala si v Bovcu, dobro poznam to
zaguljeno progo, najdaljši polmaraton v Sloveniji, kaj pa tisti, ki ne ve, o čem govorim, ne gre pogledati razpis, pa bo videl. Jaz sem to odtekel in ko prideš na 21 km, imaš še kilometer pa pol. Tako da 1,43 je vrhunski rezultat na običajni ravni progi, rečemo 10 minut dol, tako čez palec, mirne duše. Sem enkrat vprašal Vasjo Viteza, ki je glavni organizator, zakaj je ta polmaraton tako dolg, pa je rekel, samo 2 mostova imamo tam, ne? In to je to vse, kar lahko naredimo. Tako da, imate pa 22 km pa pol čistega užitka ob Soči. Ja, no, ti si uspela, kot si rekla, taktično preteklo zmagovalko premagati in pretrgati ciljni trak. Dober občutek. To je bilo, Marko, to je bilo, odkar tečem, pa tečem že kar dolgo, ampak to je bilo prvič, pa danes sem celo v službi rekla prvič, pa mogoče zadnjič. Saj veš, večinoma tudi po teh maratonih, polmaratonih, ko hodim, saj veš, Kraški, Ljubljanski, Radenci, tu je težko zmagati. Saj veš, jaz sem le rekreativka in to, ko se mi je pa včeraj zgodilo, oziroma v soboto v Bovcu, imam kar mravljince. Ja, meni je bilo to res en tak poseben čar, no. Ko tečeš proti cilju, a veš, ljudje ti ploskajo. Večina je bila tudi takih tekačev, v bistvu, ko so že prej končali 8 km, pa so me poznali in ko slišiš svoje ime in pol, ko prideš v cilj, sploh, ko sem vedela, da me mož čaka, je en tak poseben občutek, vse sam veš, ko si tekač, da ti gre kar tako malo, te čustva takrat zelo kar premamijo, no. Vsaj mene so, no. Mislim, zasluženo, kaj pa, vse naredila si, vse, kar si lahko, zmagala si. Dajva reči, enem bolj prestižnih tekaških dogodkov v Sloveniji, nekaj jih je. Na koncu pa še posebna nagrada, tiste fotke sem si prav večkrat ogledal, sem rekel, kako je lahko kozarec večji kot Berni. Ja, skoraj da. Ja, koliko piva so ti nalili v not v tist Erdingerjev šebr? Veš, koliko je bilo? Mislim, da je bilo malo več, tam, ko smo gledali, je bilo značeno 3 litre, to se pravi, mislim, da je bilo tam 3,5–4 litre, približno, no. Ampak si tega ne moreš spiti, veš. Ampak je pa bilo res tako posebno, no, drugače. Sicer smo tisti potem mogla z zmagovalcem, torej z moškim, zanimivo tudi moški, ko je zmagal na 21, je v bistvu moj sodelavec oziroma moj član reprezentance Slovenske vojske, to moram povedati, Tomaž, tako da smo v bistvu, bi mi v tisti kozar skoraj obdržala, ne? Ker je bil tak poseben, no, ampak nažalost smo ga mogla v bistvu vrniti, no. Pivo, koliko smo ga spili, ostalo pa, Ne, je bila pa posebna nagrada, Bravo, tista fotka zmaga, no, tista bi jaz dal ukviriti, pa na steno, no, tista fantastično, no, res. Vreme je bilo lepo, morda kar malo prelepo, če sem lahko malo poetski. Ja. A veš, da je zanimivo, ko smo mi zjutraj z možem vstala, se zbudila, 7 je bilo tako res prišno. In jaz sem bila prepričana, sploh Bovec, to je malo višje, bo tisto idealno. Potem je pa res nenormalno, kako se je v bistvu zelo, zelo otoplilo, oziroma je bilo, lahko rečem, za ta čas in za ta kraj, vroče. Res je bilo vroče, no. Ampak se to ni, da bi zdaj rekla, da bi mi bila to neka ovira, veš. Saj letos je bilo večino tekov, ko sem jih imela, tudi to vročino sem jaz nekako v glavi kar dala čez, no. Se nisem niti zdaj sekirala, da bi rekla vroče, zdaj je pa ta vročina kriva zaradi rezultata ali bilo kaj. Saj načeloma večina teh tekov je tudi v takem času, ko je vroče in če hočeš iti na tekmo oziroma na tek, se moraš te vročine navaditi. Saj tudi Kranj ni lahek, recimo glih zaradi vremena, ne. Ja, saj v bistvu, kaj pa je lahkega dan današnji sploh, ne, ali so vročina je tako, da prila do oktobra, vmes je pa lahko pol, ne vem, so pa snežni viharji pa tako naprej, ne, tako da, navajen moraš biti na vse. Ne moramo imeti skozi idealnih pogojev, ne, da bi zdaj rekli, da tisto rahlo dežek pada, pa da je, ne vem, temperatura 24 stopinj, to je pa že pa res preveč kičasto, ne. Ja, in takrat, ko je kičasto, se pač tistega veseliš, zaradi tega, ker si dal toliko takih tekem skozi, ko ni bilo kičasto, tako da, če ne bi znali tega ceniti. Berni, evo, zdajle bom zelo na hitro, na enem občestvu, ki je med tem opazilo,
Da, so se preselila iz notranjosti tvojega bivališča v zunanji eksterier, zelo lepo je tamle gor pri vas v Zgornji Savinjski dolini, odkoder si doma, Berni Čeplak Poznič je kar prepoznavno ime slovenske tekaške in ultrascene. Če še niste slišali za njo, zdaj boste bolj pozorni, je pripadnica Slovenske vojske in to že kar 2 desetletji, članica tudi reprezentance v vojski, udeleženka državnih prvenstev, mednarodnih tekmovanj, ni da ni, tekmovalnost ima v krvi, kar jo poznam, zato jo boste na tekaških dirkah redno videvali na stopničkah ali celo na prvem mestu. Odlična maratonka je v zadnjih letih izredno uspešna tudi na ultramaratonskih razdaljah, kjer tekmice stres silovitim tempom že od štarta, videl sem na lastne oči, v 6 urah preteče kar 72 kilometrov. Berni, 72 kilometrov v 6 urah, to ni kar tako. Ja, ampak veš, tu res nisem verjela vase, res ne, verjetno ne vem, če bi mi uspelo, če ne bi tule bila Nataša, res, da je držala tiste 3 ure tempo in pa Klemen, ker smo bili res, vse si videl, res smo bili taka ekipa, ker 6 ur ni tako lahko teč, no. Glava dela svoje, se veš, noge delajo svoje in če tečeš sam, je kar težko, no. Tu je pa res nam tiste prve 3 ure ona držala tempo in pol še v bistvu naslednje 3 ure in ja, na koncu je uspelo, no. Čeprav Nataša je skozi vame verjela, jaz bom pa rekla, da nisem, res nisem. Nisem verjela, da sem sposobna, se vidiš, se pol po tistem, pa mi ne uspe več. Ne vem, kje je težava, ali se je prehiter, ne vem, ali res ne znam sama, ne vem. Pa tale ekran mi to 71, ne uspe. Ampak enkrat mi bo, to vem, da mi bo. Mislim, da Klemen pa Maja še ne bosta obupala z organizacijo, ravno zaradi tega, da tebi enkrat rata 70, tako da naslednje leto prideš, pa naskakujemo spet to znamko. Zgornja Savinjska, zakaj pravzaprav, treba še to povedati, sva se lovila 2 meseca, najprej so bili dopusti, potem te nesrečne poplave, potem še druge stvari, pa neki zdravstveni zapleti pri tebi. Res se je dogajalo v teh 2 mesecih marsikaj. Vrnemo se k poplavam. Ti si doma iz krajev, ki so bili med najbolj prizadetimi v teh ujmah. Jaz sem bil v tistih koncih potem po poplavah, res je grozno, posebej v Mozirju, tako da si me javila, si rekla, mi ne živimo na poplavnem območju, so pa naši prijatelji, sorodniki tam. Ti si bila kar vpeta potem in v takojšnjo pomoč, sanacijo. Daj mi malo razloži, kje te je, pravzaprav tebe so poplave ujele na dopustu, a je tako? V bistvu je tako, da ravno tisti dan, tisto jutro, bi midva z možem mogla iti na dopust, to se pravi prvič na dopust sama, pa res sva si ga želela na Pokljuko, en tak dopust aktiven, veš, pa malo hribi, pa malo kolo, dokler nas ni pol res 3:30, mogoče malo prej zbudil alarm, to je bilo grozno. Se v bistvu jaz sploh nisem prvo vedela, za kaj se gre, in smo šli vsi na balkon in to je bilo, Marko, to je bilo grozno za slišati, res, če tega ne slišiš v živo, ne vem, to kar pol vidiš ali pa ko gledaš, včasih, ko smo gledali po televiziji, ne vem, kje drugje, je to čist nekaj drugega, ko pa ti v živo to gledaš. In mi, ko smo tako na bregu dol, smo pol gledali dol točno v Loke. Loke so bile poplavljene, to je bilo vse v vodi. Bale so plavale, avti so plavali, ja, stresete, zelo. Tako da midva smo tudi potem dopust predstavila, saj smo bila v bistvu samo 3 dni, stopili smo takoj v akcijo, šli smo takoj pomagati, ker je bilo ogromno najinih kolegov poplavljenih in dobesedno nimaš srca, da ne bi šel pomagati, tako da se nas je v bistvu kar zelo dotaknilo, Tudi sinova najina sta bila čist cel čas, cele dneve sta pomagala, Gane te, ko vidiš v bistvu, ko ljudje čez noč ostanejo brez vsega, Čez noč ima poplavljene vse bivalne prostore, drek v hiši, ja, jaz sem bila pri kolegici, ko je imela vse spakirano, če bodo se mogli umakniti, In v bistvu ne veš, pol, ko prideš k ljudem pomagati, ali bi se jokal, ali bi sploh kaj rekel, ker te gane, res te gane, Ampak neverjetno je pa res, kako so ljudje priskočili na pomoč, v bistvu solidarnost je pa tule res.
zelo na velikem nivoju. No. Mislim, da najbrž ni bilo človeka, rekel, imam nekaj znancev, kolegov, prijateljev, pač Zgornje Savinjske, ki so bili, hvala Bogu, po večini nad vodo. Ena kolegica mi je rekla, mislim, kar mal s težkim srcem gledaš, pač ti si na hribu, tvoje prijatelje dol odnaša, ne? Zdaj ne veš, kako bi se počutil, ali na eni strani vesel, da tebe ni doseglo, v drugi strani pač strtega srca, ker so imeli drugi tako smolo, ne? Taki mešani občutki, jasno greš pomagati, narediš, kar lahko, potem se vračaš v svoj dom vsak dan, ker je vse v redu in si misliš, Bog pomagi. Ne vem, kakšno je zdaj stanje tam. In takrat se recimo zaveš, vse veš, kako smo ljudje, neprestano neki tarnamo, nič nismo zadovoljni, pa to bi imeli, pa ono bi imeli, v glavnem, meni se zdi, da smo zelo tako materialistični, no. A veš, kar grabli bi, ampak ko pa pride do take situacije, pa pol vidiš, da ti po v bistvu ta materializem ne pomeni totalno nič, ne, in bodi hvaležen za to, kar imaš, ker še vseeno imaš toplo posteljo, še vseeno imaš streho nad glavo, a ne. Ampak še vedno se, veš, v takih situacijah, jaz sem še vseeno pol zasledila, pa nisem veliko spremljala Facebooka, ker se mi res ni dalo, ampak še vseeno določeni ljudje, pa Allah nehate s takimi pikanji, s takimi zafrkancijami, mislim, a veš, pol sem imela včasih celo občutek, da so nekateri pomagali zato, da so se slikali pa gor dajali, čakaj malo, a veš. Ja, blišč in beda socialnih omrežij, res imaš prav, ja, vse se je dogajalo med temi, v tem času, res, ne, sej, ne veš, kaj bi dejal pola, ne, ljudem, ki so se izpostavili na ta račun. Pomembno je tisto, jaz pravim, ko si ti pomagal z srcem, ne zdaj tisto, ko si ti šel za to pomagati, zdaj se bom pa jaz slikala, pa dala gor, jaz sem pa, zakaj? Ker tudi, ko si šel ti pomagati, si se nisi imel cajta slikati, pa s telefonom afnariti, niti ni, to meni se zdi fair do človeka, ko mu greš ti pomagati, ko je ostal. Tako je, ja. Se strinjam, ja, sej razumem tudi tiste, ne, ki so pač objavljali situacijo na terenu, pa morda s tem privabili nove ljudi, da so prišli pomagati, ki drugače morda ne bi vedeli, ne. Se strinjam, ja, poznam tudi ljudi, ki so recimo bili vpleteni v pomoč 14 dni, 3 tedne skup, pa so redno poročali, pa morda ne bi kaj vedeli, ne, kaj se tam dogaja, če ne bi imeli teh ljudi tam. Po drugi strani to, kar ti praviš, tudi drži, ne, tako hitro, ne, marsikoga potegne, da se slika nekje, ne vem, z neko lopato, pa more nekaj pripomniti, čeprav je čisto neumestno takrat in s tem prav nič ne pomaga. Ja, pa pač ljudje, ki se jih to pač ni dotaknili, pa so delali svoje stvari, pa to objavljali, kar morda tudi v tistem trenutku ni bilo najbolj umestno, ampak ne bova moralizirala. Povej mi, ja, kakšno je zdaj stanje pri vas gor? Ne? Zdaj verjamem, da sanacija bo trajala še zelo dolg časa. Ne? Savinja si je utrla pač svojo strugo, kot si jo je želela, na nekaterih mestih 10 in več metrov širšo, kot je bila prej. Kako pa zdaj situacija tam zgleda? Počasi se zadeve vračajo v stare tirnice, ne vem, da mi ti malo povej, glede na to, da si tam pravzaprav. Ja, jaz mislim, da v bistvu, tako ko se pelješ čez Mozirje, čez Nazarje, se v bistvu ni videti, da je kaj bilo, veš. Ko pa ti orang malo pogledaš to k Savinji, to pot, pa to, pa te hiše, ali pa sploh gor proti Lučami, jaz recimo nisem bila gor nič, ampak gor jaz mislim, da si še ljudje dolgo ne bodo pomogli, veš. Tudi tule v Lokah, vse tak je mogoče videti, vse pa je že skoraj okej, ampak ne. Jaz mislim, da že nekaj časa to ne bo, no. A veš, vse veš, tudi enkrat, ko imaš hišo, ko je enkrat to namočeno, ko je to poplavljeno, je to traja in traja. Ja, že če zidaš novo, se ta bajta suši, ne vem, 1 leto recimo, ne, pa je tam samo malta, pa cegel, pa tako naprej. Kaj šele, da ti takole moči zadevo, nekaj časa, si ne predstavljam. No, in res upam, da bo pomoč vseh tistih koncev, kjer je obljubljena, prišla čim prej na tja, ker je pač nujno potrebna, da bodo ljudje pač se lahko postavili na svoje noge, res tragično je to videti. Mi, ki nismo bili prizadeti, pa smo pač
pomagali po svojih močeh, kot že pač smo, a ne, pa gremo življenjem naprej, a ne, ampak ljudje tam bojo pa zavedno zaznamovani. Jaz si ne predstavljam, kdaj bi mirno spal v hiši za reko, ki me je enkrat tako poplavila, no, tako ti bom rekel. Ja, skozi v nekem tistem strahu, a veš, tudi pol, kar malo po tistem, ko je bil tisti rdeči alarm, ja, so se ljudje zelo bali, no, jaz imam kolegico, ampak hvala Bogu, je bila tudi tule pol organizacija, da so se na to pripravili. Teda hvala Bogu, da so mogoče res tako opozarjali, pa da nič ni bilo, ko pa da bi recimo bilo, pa da ne bi bili ljudje pripravljeni. Tako, ja. Tako da, Je pa to šok, no, jaz se res ne znam tega predstavljati. Mi pa smo sicer v kleti imela vodo, pa smo takrat rekla, joj, a ne, ampak ko pa vidiš, pa veš, da to ni skoraj nič, ko vidiš ti drugo stanje, da je to v bistvu malenkost, ja. Ja, dejva reči, to, kar si prej lepo pripomnila, ne, se mi zdi zelo lepo sporočilo, če drugega ne, če so bile te poplave tragične, kot so že bile, morda vsem nam opomin, kaj je res pomembno v življenju, ne? Ne vem, streha nad glavo, posla, ljudje, ki jih imaš rad, da so okrog tebe živi in zdravi, pa ne vem, sem ter tja, kakšna tekaška dirka, pa pivo, vse res ne rabimo toliko veliko, kar smo prej mislili, ne? Ampak, ne vem, upam, da ne bomo prehitro pozabili mogoče kakšne lekcije, ki jih dobimo na ta način. Eno stvar, evo, seveda, ki sem se jo spomnil, ko sem se pelal čez Ljubno, ko sem videl, kaj vse je odnesla Savinja. Spomnil sem se svojih Celje Logarska tekaških podvigov. Ne? In vem, da ti si bila tam kuhana in pečena dolga leta, ja, da tam si ti utirala si svojo ultraško pot. Je tako, kar nekajkrat si pretekla ta znameniti ultramaraton. Ja, res je. V bistvu sem pretekla in dolgega, pretekla sem 17, v bistvu sem tekla vse trase, oziroma samo iz Ljubnega pa res nisem tekla. Vse ostalo pa imaš. Ja. Vse ostale sem pretekla, ja. To je bila neka posebna dirka, to je imela neko dušo, pa še tam vojska je bila itak upletena, ti si bila del, ne samo neko kot civilna, tudi kot vojaška pripadnica na tej dirki. Tja si praktično skoraj morala iti, ali kako? Ja, veš, to je res v bistvu ultramaraton, ki res povezuje vse te naše doline tule. In je res, čez vse doline tečeš, da jaz še vedno pravim, povsod je lepo, ampak najlepša je pa še vedno Logarska. A veš, ta dolina, sploh tisti del, ko prideš v Logarsko, ko vidiš tisto ravnino. Pa meni je bilo še mogoče zaradi tega, ker je res vojska je bila tule velik del, v bistvu tudi organizacije je imela. In je bilo luštno vedno teči, veš, pa so bili, ne vem, naši, ko so imeli opremo prek, pa so bili naši, ko so bili zdravstvena zagotovitev, veš, pa so to ljudje, v bistvu tvoji sodelavci, ki za tebe navijajo. In imaš še to poseben čar, veš. Pa mi smo to Logarsko vedno vzeli tako, da je en tak družinski praznik, veš. Jaz sem imela tu res en tak suport, v bistvu kompletno družino, no. In mi je bilo še toliko bolj to luštno, no. Tako da mi je tudi bila v bistvu všeč ta tradicionalna Celje Logarska, bolj ko pa recimo v kontrasmeri. Berni, dve vprašanji. Najprej, ampak kar po vrst. Zakaj tek, pa zakaj vojska? Zakaj tek? Zdaj, v bistvu, teč, a veš, zakaj sem jaz sploh začela teči? Ne veš, a ne? To hočem slišati iz tvojih ust, evo. No, to me je že dostikrat veliko vprašalo, ampak to so bile tista osnovnošolska leta, veš, ko punce, ja, ko pridejo malo težave z kilogrami, a veš. Zdaj ne vem, če se tako punce sekirajo, ampak takrat, ko sem bila jaz pač v osnovni šoli, ja, ko se začnejo malo kilogrami kopičiti, 7., 8. razred, 6., ja, je treba nekaj narediti, a ne. In sem jaz takrat začela v bistvu teči. In to je bil, veš, en tak krog, jaz sem mu rekla okrog Bočne, ker jaz izhajam v bistvu, jaz sem tu v Mozirje se priženila, jaz drugače izhajam iz Gornjega Grada, oziroma iz ene take vasi, malo ven iz Gornjega Grada, iz Bočne, oziroma natančneje iz Čepelj. In jaz sem ta krog poimenovala okrog Bočne, no. In takrat nisem imela ure, takrat sploh ni bilo ur. In jaz sem takrat mislila, da je ta krog dolg 10 kilometrov, ta krog je pa dolg 2 ali 3 kilometre. A si predstavljaš, in jaz sem s tem krogom začela in jaz sem mislila, jaz vsak dan tečem 10 kilometrov, ne. Tu se spomnim, da sem začela teči v enih težkih Adidasovih supergah, no. Ampak jaz sem takrat, evo, in samo nadaljevala.
To je že več kot 20 let nazaj, a je tako, Berni? Ja? Tudi nočeš vedeti, ko sem šla prvič Celje Logarska, sem šla iz takega, iz teh treningov krog Bočne, ko sem mislila, da je 10 kilometrov, sem jaz šla pol na 75 kilometrov. Ampak, mislim, to je bilo že davnega leta 2002, če statistike ne lažejo, ampak zakaj, kako da si se, a si bila tako samozavestna, ker si mislila, da si tako natrenirana, kdo te je zvabil na štart 75-kilometrske preizkušnje, ki še danes, rekel, marsikaterega izkušenega maratonca kar malo strese? Samo videla sem plakat na eni avtobusni postaji in jaz sem rekla, jaz kar grem. In se spomnim, da mi je takrat brat rekel, to je veliko, veš. In jaz sem sam tako samozavestno rekla, ja sej, če pa ne bo šlo, bom pa hodila. A veš, kak si res butast v bistvu, ampak greš pa le in sem prišla. In vem, da sem rabila 12 ur pa pol. Imela sem vse nohte črne, ne lažem. Ampak regeneracija, se spomnim, bila ful hitra. Po 3 dneh sem jaz že kar v redu hodila, no. Pa takrat je bil še včasih štart je bil to, ko je vedno, konec je bil pa v kampu. In včasih smo štartali ob 1 zjutraj. Tako. Potem se je štart predstavil na 6, ampak ob 1 zjutraj, ja. Zaradi, po mojem, da ni bilo vroče, zato da so ceste bile manj zasičene s prometom, ali zakaj, moče veš, zakaj bo ob 1 zjutraj? Ne vem, predvidevam, da je glih to bil povod, zato ker je bilo to, ko je šlo tu čez Sotes, v bistvu po tej strani ob vodi, je bilo nevarno, ko je bila tema. Ne vem, da takrat smo še včasih bakle imeli. In jaz mislim, da je glih zaradi tega so pol predstavili na 6. uro, ker se že dani, ker je že malo bolj svetlo, ne, glih zaradi varnosti. No, ko sem mislim, da zdaj, a sem takrat 3-krat odtekel to reč, enkrat je deževalo kot pri norcih, že na štartu, drugič je deževalo malo kasneje, tretjič je deževalo še malo kasneje, ampak je deževalo, klasika, ne, drselje tam v Savinji noro. Ampak prav poseben feeling je bil, ko si prilezel tam po tistih stopničkah, gor na tisto cesto, pa si že nekaj naredil, pa si se potem po levi strani Savinje spet sprehodil. Mislim, taka zanimiva trasa, ki jo ne dobiš kar kjerkoli v Sloveniji. No, res nekaj unikatnega. Veš, pa tudi verjetno zaradi same okolice, oziroma verjetno zaradi samih ljudi, ker so tudi ljudje tako prijetni, veš. Ljudje je bilo vedno ogromno ob poti. Res je. Tudi marsikdo, recimo sploh gor proti Ljubno Luče, so ljudje sami postavili kakšne krepčevalnice, veš. En tak prijeten tek, en tak čar je imel ta tek, no. Mislim, da je cela dolina takrat živela za to Logarsko, no. Res je, in ko so Društvo maratoncev in pohodnikov Celje obelodanili, da se tega ne bodo več šli, mislim, da je bilo kar nekaj ljudi razočaranih v Sloveniji, ker je bila to tista 1. septembrska sobota, kako je že bilo, ko si jo imel rezervirano za to dirko. 1. septembrska sobota, ja. Tako, Veš, pa tudi tisto druženje pol na konc je bilo prijetno, pa ne glede na to, ker Logarska kar dostikrat se mi zdi, da je bil dež. To je bila neka taka specifika, no. Zdaj, ali je bil dež, ali pa znalo biti tudi kar tista stoparca, no. Tako. Ampak na konc je bilo tisto druženje prijetno, no. Tudi se mi zdi, da je vojska dala en tak svoj poseben čar, no. Ja, ker vojska je res tole, jaz sem vedno rekla, brez vojske tega maratona ne morejo speljati, no. Vojska je opremo vozila, vojska je kuhala in kaj je boljšega kot tisti vojaški golaž, a ne? Jaz sem rekel, Ni boljšega. Jaz sem vsem delal reklamo, če hočete se stuširati v vojaškem šotoru, dobiti vojaško porcijo, čorbe tam, pa še kakšno vojaško komando, mislim, pejte tja in jaz sem tja hodil z veseljem. Ja, pa bi še kdaj šel, no zdaj ni več te dirke, pa se bomo vsi lepo radi in tako spominjali. Berni, okej, kje je bil pa tvoj prvi maraton potem? Evo, pa gremo naprej. Kje sem pa jaz prvi maraton odtekla? Zdajle si me pa dobil, a veš, zdajle si me pa dobil. Polmaraton vem, da je bil prvi v Celju, maraton državnosti. Ja, to sem tudi mislila, da bom umrla, to sem tudi kar tak šla. Tak. Iz tistih 10-kilometrskih treningov, jaz kar na 21, ja. A veš, ko zdaj za nazaj razmišljam, ampak sem kar zborbala, veš. Ja, ampak si bila zver tako impulzivna. Ampak neka blokada, ko se ti... Mislim, noro, kaj so ti pa doma rekli, ker si rekla, tam, trem na 75, trem pa na maraton, doma so rekli, zmešal se je. Ja, nič.
Kaj nič. Berni, kar si bije v glavo, to naredi, ali kako? Ja, ja. Čeprav zdaj pa, veš, ko se pa zdaj recimo pripravljam na kako tako tekmo, pa ne grem tako brez glavo. Čeprav mogoče v Kranj prvič sem šla tako malo, ja. Malo brez glavo, ja. Z premalo kilometri, pa je bilo kar trpljenje orang. Zdaj se vsakič malo bolj pripravim, no. A veš, ampak še tako ali tako se ti lahko poklopi, ali pa se ti totalno ne poklopi. Mislim, to je res, ne? Mislim, ultra Ja. sploh, ja, ultra sploh. Sej, še na polovički se ti ne poklopi, kaj šele na, Še ne vem, desetka je včasih lahko, saj Res veš, včasih je še problematično. desetka lahko, ko ne gre nikakor, a ne zdaj. Saj ni tule samo tvoja pripravljenost, tu je vreme, tu lahko pride do kakih trebušnih težav, a ne, pa že pa imaš, a ne. Ker včasih kdo reče, ja, pa ne vem, pa koliko si toliko tekla, pa koliko je pa. Pejte probat, najlažje je govoriti, a ne. Vsak ima šanso iti probat, odteči, pa se bomo pogovarjali, a ne. Tudi najbolj pripravljenim včasih spodleti. Ja, res je, in spodleti velikokrat, tako, ampak Berni, drugo vprašanje bi moral še odgovoriti. Najprej si začela teči, ja, potem si se pa odločila, da bo šla med oborožene sile. Kje je bil pa tukaj tvoj motiv pa povod? Uniforma je skozi veselila, čisto skozi. Aha, Verjetno ne veš, kaj sem jaz drugače po poklicu. izvoli. Ne boš verjel, kozmetični tehnik. Ja. Uniforma me je skozi veselila in vedno sem bila ali vojska ali policija. Mogoče tudi zaradi tega, ker je brat policista, ne. In verjetno sem tu najdla tudi nek tak navdih v njemu, no. Tudi on je tak, on je vsestranski športnik in mi je bil tudi en tak tisti povod. In problem je pa bil, da nisem jaz takoj mogla iti v vojsko in sem pol mogla iti v eno srednjo šolo in to je bila pač kozmetična, ne. Ker brat mi je mogoče tako malo, ne da mi je glih odsvetoval policijo, ne, ampak on je že verjetno vedel, a ne. In takoj, ko se je ponudila šansa, da jaz lahko grem v vojsko, sem po srednji šoli, ja, pa šla v vojsko. In zdajle, če bi še šla enkrat od začetka, bi zgodbo ponovila. Se pravi, Službo imam rada, ja, bravo, res imam rada, bravo. rada imam uniformo, ponosna sem, da sem pripadnica in tudi uniformo, ja, s ponosom jo nosim. In s ponosom vedno poudarim, da sem pripadnica oziroma da sem zaposlena v Slovenski vojski. Mislim, to je lepo slišati, a ne? Lepo je slišati, da si, mislim, že v štartu vedela, kam želiš in da še po več kot 20 letih, a ne, ta žar še zmeraj tli v tebi, mislim, pa še koliko časa moraš še v vojaški suknji biti, da dopolniš svoje službovanje domovini? Ja, tam do penzije po domače imam še kar nekaj, a ne. Ti še mlada, seveda, ja, to bo še Sem še dolgo mlada. lahko. Še veliko reprezentančnih nastopov boš lahko za Slovensko vojsko naredila. Kdaj si bila pa prvič vpoklicana v tem, med športnike v vojski, med tekačice pravzaprav? Kdaj? V bistvu to je pa bilo, a veš, da sem to glih danes razmišljala, ker to sem bila prepričana, da me boš vprašal, ampak je že to kar nekaj časa in sicer v bistvu, da so me pa poklicali, ima pa kar veliko zasluge Mateja Mlinar. Ona je bila prej, ja, in potem je ona šla v bistvu ven iz vojske in so rabili punce, a ne. V bistvu rezultate sem imela in potem je ona dala neko pobudo, potem me je Igor Primc poklical in itak sem sprejela, itak sem bila vesela, ponosna v bistvu, a ne. Da sploh dosegam to normo, da sem lahko v reprezentanci, no. Je že kar nekaj časa, veš, še kar, no. Saj smo v bistvu tudi ena najstarejših, mislim, da reprezentanc v bistvu, a veš, tekaška, no. Smo kar, sploh jaz sem tam prvni že za penzijo. No, mislim, da je nekaj fantov še kar starejših od tebe, pa se že kar borijo tam noter zraven. Sigurno se spomniš, kjer je bila tvoja prva tekma v reprezentančnem dresu, a? Zdaj pa ne vem, če je bil, ne, Libanon ni bil. V bistvu svetovn, pa ne, če ni bil Libanon. Libanon, mislim, povej več, mislim, Libanon se že sliši eksotično. Kaj ste Tu tam? pa ne bi šla več. Me? Tu sem pa imela tako krizo, poleg tega, saj veš, že sama vožnja je naporna. Pa pri nas je tako, pot je dolga in potem naslednji dan ta slovesnost, potem je že kar tekma in niti ni časa za klimatizacijo, a veš, hrana je bila
pred tekmo ni bila tako za nam primerna. Potem sem imela še težave s prebavo, tako da sem na 30 km mislila, da bom odstopila. V glavnem, nikoli več ni bi šla, no. Ta Libanon me ni ostal v lepem spominu, no. Kakor je bilo v bistvu neko doživetje, ko tečeš nekje drugje. Ja, tudi čas je bil, mislim, da sem imela 3:25, ja, sem bila razočarana. Res sem bila. S tem, da me je še želodec bolel, slabo mi je bilo, prebava me je totalno. In ja, pa sem si komaj želela, sam čim prej pojmo domov, ja. Ampak glej. Kljub temu, da ste bili tam še gotovo kakšen dan več, pa ste si malo ogledali ta znameniti Saj to Libanon. smo si potem, ja, en dan smo bili več, smo si malo ogledali, ja, pa smo pa tako že šli domov. Mi je pa bil Peru mi je bil pa bolj všeč. Mislim, Peru sem tudi tekla osebni rekord, to sploh ne morem verjeti, kako mi je to uspelo, ampak verjetno je to zato, ker je bila tekma krožna, veš, krožne tekme so pa meni všeč. na kakšni nadmorski višini ste tekli v Peruju, recimo? Nula je bila. Pri vodi, mislim, na nadmorski Čisto pri višini vodi. nula? Ja, čisto pri vodi je bilo, pa tudi smo imeli, hvala Bogu je bilo, mislim, da smo imeli ob 8 zjutraj štart, bila je megla, ker pol, ko smo pa mi v bistvu z maratonom končali, se je pa megla dvignala in je tako bolj tista vlaga pol postala. No, mi smo imeli pa pogoje idealne, no. Tako da tu imam zdaj najboljši rezultat, 3:12, če se ne motim. Peru, ampak Peru v Južni Ameriki pa za sabo potegne že kakšen jetlag, ja, pa vse ostalo, to te ni nič zmotilo, a ne, časovna razlika, pa avioni, pa vse to. Ne, zanimivo, da me ni, čeprav je v bistvu časovna razlika, je prišla pol, en teden za mano, no. Tudi malo mi je pol odpornost padla, v bistvu nikakor se nisem pol niti mogla naspati. Ampak po mojem je takrat adrenalin delal svoje, veš. Pa vem, da pot tja mi ni bila tako naporna, bila mi je pot domov naporna. Veš, noge so utrujene, na letalu 14 ur smo bili, če se ne motim. Noro, Malo ja. noge zatekle in ja. Takrat za nazaj je bilo kar trpljenje, no. Itak pa se veš, pol ko mi čakaš, da prideš domov, no. Da lahko daš noge na domači kavč, ja, pa kakšno kitico. Pa domača postelja, pa domača hrana, ja. Kakšno hrano so vam pa recimo postregli v Libanonu, kakšno pa v Peruju? Daj mi malo povej, no, kaj so vam dali na mizo. Pa vem, da Libanon je bilo bolj, ko ne je bilo same neke zelenjave, veš, pa tista pusta hrana, prazna hrana. Veš, mi smo pa že navajeni tule pred maratonom, da se naješ nekih makaronov. Pol je bil problem, ker tudi hrane zmanjkalo, veš, nas je bilo tam velika, ne. In hrana je bila meni prelahka, tako da nisem nič pojedla, no. Peru je bil že malo boljša, veš, Peru je že bilo malo boljšno. Tudi v Peru je bila zjutraj tista obvezna kavica pred tekmo, da lahko greš v miru na WC. A veš, da tisti ritual opraviš, da ne greš, ja. S polnim vampom tja, ja, klokotajoč. Kdo je bil pa še v reprezentanci takrat, recimo v Peruju, no, daj mi povej še kakšno znano ime. Peruju smo bile v bistvu jaz pa Jasmina Pitamic. Smo bile midve, v Libanonu pa smo bile tudi midve, pa Matej Šaubi, ja. Dobra ekipa smo bili. Zanimivo. No, pol, imaš kar nekaj teh zanimivih svetovnih prvenstev. Kje si še bila? Daj mi povej. Ja, drugače smo pa bili letos, smo bili v Sarajevu, smo imeli v bistvu v sklopu, v bistvu je bila civilna tekma in smo imeli v sklopu te civilne tekme Balkansko prvenstvo, kjer nama je tudi z Jasmino uspel neverjeten rezultat, bile smo prve ekipno in je bilo tudi sploh veselje, ker je tudi slovenska zastava, a ne plapolala in pa slovenska himna, ker nekako tudi nismo pričakovali, da bomo ekipno osvojile prvo mesto, no. Ker tudi tole Sarajevo ni bilo tako enostavno, tudi ni bila neka ravna progica, je bila taka malo razgibana, no. Bila je 21, ampak je bila taka luškana, no. Drugače pa gremo, zdajle konec oktobra pa gremo v Švico, imamo pa svetovno vojaško prvenstvo v polmaratonu, ja, Lucern. Tu si verjetno že ti tekel. Ne, Lucernu pa če ne, mi pa govorijo od Lucerna, da je tam zanimiva dirka, da ni znan samo po veslanju, pač pa skozi bolj tudi po tekanju, ja. Ja, tako da to pa v bistvu odhajamo 27. oktobra, ja. Pravijo, da je proga lepa, da je ravninska, tako da bi se dal narediti lep rezultat, no. Tako da v bistvu en teden pred Lucernom je ljubljanski, tako da jaz sem se tu že tako fiksno odločila, da ne bom šla. Sploh ne. Zdaj, 10 kilometrov
mi je malo predaleč, da se vozim v Ljubljano, 21, si pa v bistvu, ne da si ne upam iti, ampak zdaj, če mi Ljubljana spodleti, pa da mi še pol Švica spodleti, a veš, bom imela bom si rekla, a sem mogla v Ljubljano iti, a veš. Ja, da te iz Ljubljane Saj veš, izčrpa. imam- Ja, tako. Ja. V bistvu jaz še vedno pravim, 2 tekmi oziroma eno za drugo, pa obe dve odteči vrhunsko je kar težko, no. Še tako se ti lahko spodleti, a veš. Tudi Ker če je vem, samo ko sem ena, lani kaj? naredila- Ja. Lani sem naredila en tak kiks, ko sem v bistvu po Logarski, po ta dolgi Logarski, šla en teden po Logarski, Triglav tek, 21, nikoli več. A veš, ne moreš se zregenerirati. No, saj sem pol odtekla, saj sem bila druga, ampak s časom 1:37, trpela sem celih 21 kilometrov. A veš, ne, v enem tednu se ne moreš zregenerirati, no. A veš, pa jaz nisem stara več 20 let, jaz bom 45 in je spet telo rabi malo več regeneracije, no. Ker čutim, sama vidim, da je vsako leto, ja, vidiš pri telesu, vidiš, da nisi več mlad, no. Ja, lahko ti povem iz lastnih izkušenj, ko si enkrat 45, se zaveš, da nisi več 40 oziroma da te počasi dohitevajo srednja leta, ampak Berni, ti dejansko izgledaš in deluješ še precej mlajša, tako da mislim, da ni skrbi, da ne bi kakšnega osebnega rekorda še podrla. Kakšen osebni rekord pa imaš na polovički? 1:28. No, tle bi še kakšno minutko lahko Čeprav odrezala. je zanimivo, da sem v bistvu istrskega aprila, to je začetek sezone letos, a ne, tekla 1:29, a ne, pa istrski tudi ni lahko, ne. Tako da, a veš, saj imam, jaz sama vem, da imam rezervo, ampak ne vem, kje se meni zašteka, ali se pol nekaj ustrašim, ali začnem preveč na uro gledati, ne vem, ali sem premalo res samozavestna, da sama ne znam odteči. Ja, ne vem. Ali res rabim nekoga imeti zraven, a veš, da me, ja, ne vem. Kako treniraš, Berni, mi zdaj povej, glede na to, da si, tečeš tudi krajše, pa 10 pa polovičke, tečeš na drugi strani 6-urne, 12-urne teke in tako naprej, a ne? To je kar, rekel, zelo širok diapazon disciplin, ki se jih ne loti vsak. Kako pa ti treniraš? Kaj je v bistvu tvoj glavni cilj? Vsaka tekma posebej ali si nasploh moče bolj orientirana na daljše ali pa kakorkoli? A veš, če bi mi zdaj dal na izbiro, ali grem recimo, da bi rekel, ali greš jutri na 21 kilometrov ali na 6 ur, a veš, da bi šla reči na 6 ur. Zato, ker res rada tečem dolgo, rada tečem 3 ure, rada tečem 4 ure. In za 21 kilometrov, da pa narediš, se veš, tudi 1:30, moraš kar delati intervalčke, a ne. Intervalov pa nimam rada, res jih nimam rada. Rada grem na trening, obožujem dolžino. In ko gremo nore babence, se zdaj že dolgo nismo šle, mi je to božanski trening, a veš. Vmes tečemo 3 ure, vmes čvekamo, vmes se imamo fajn in to je meni najboljši trening. In tudi tako, ko grem, nedelje ponavadi imam za dolžine, mi je to, obožujem res. Dosti rajši, pa ko se pripravljam za 21. Se veš, za 21 so pa tule bolj hitre, a ne, intervali, ker recimo delam 2-krat ali pa 3-krat na teden in jaz, ko naredim recimo v ponedeljek intervalni trening, jaz do srede, ko me pridem k sebi, ko ga pol že v sredo moram, ja, res. Ali pa če ga delam v sredo, pa pol v soboto, ko me pridem k sebi, pa imam spet 3 dni. Me spet vse boli. Kako dobro te razumem, kako dobro delim s tabo. A veš, zato pa recimo letos, saj nisem imela veliko tekem, ampak bila sta 2 6-urna, en 4-urni, pa evo 5:21, ampak vse tekme so bile sem jih odtekla tako, da sem jaz zadovoljna. Pa ne zdaj to pustimo, zdaj stopničke pa medalje pa to, ker jaz sem se zdaj naučila, da tudi, če je 5. mesto ali pa 10. mesto, pa če je rezultat, ko sem jaz zadovoljna, je to meni dovolj. Ne rabim jaz stopničke, ne rabim jaz medalje okrog vratu, če je rezultat, ko jaz vem, da sem za njega delala in da je rezultat meni vrhunski, za mene osebno. Kaj pa si drugi mislijo, pa mene to ne zanima.
čist dobra filozofija, ja, za Ja. skozi življenje, pa skozi tek, vendarle, kako sebe zdaj tretiraš, čist navada rekreativka, vendarle nisi, če si reprezentantka, če zmaguješ, kam bi se zdaj umestila Berni samo sebe? Zdaj prvo na prvem mestu, to, ko vedno poudarim, sem žena, pa sem mama, a ne? Pa sem gospodinja. Pol, ko so vse te stvari opravljene, ko je vse to porihtano, ja, pa sem po bistvu tekačica, no. Zdaj, kam bi se uvrstila zdaj? Mogoče v tisti rang mal rekreativcev, mal tak stopničko više, no. Ja. Boljših bom rekla, da sem- rekreativk. Ja, da sem vrhunska, ne bom rekla, ampak jaz za sebe vem, da sem in sem na to ponosna. Poleg družine, poleg službe, da mi uspejo taki rezultati, sem lahko več kot zadovoljna. Zdaj, mož te tudi spremlja na tvojih tekaških podvigih, včasih tudi s kolesom, je tako. Ja. Te, Tudi ne zdaj boš je bil v avtizmu. tako, ne boš Ja. ponosen na tebe, te podpira pri tem, kar počneš, celo njega kdaj zamika, da bi šel teč s tabo ali kako. Ne, v bistvu sva že tekla skupaj, ampak to je bilo tako, do 10 kilometrov, no. On ni tekač, on igra nogomet, njemu je nogomet bolj, ker jaz pravim, sej teka, veš, tek moraš imeti res rad, ker tek je v bistvu dolgočasen. Zdaj, Ja. če ga nimaš, Če ga ne, ja. ker jaz vedno to pravim, da se tekači, a veš, vseeno se ločimo. Nekdo teče zato, ker pač večina ljudi teče, a veš. Nekdo teče zato, ker res rad teče. Nekdo pa tudi teče zato, da lahko se malo a veš, ker če nimaš ti teka rad, pa če res ne tečeš s srcem, lej, prav gotovo ne boš niti ob 3 zjutraj vstajal, pa se tako pripravljal, a veš. Tako da v bistvu jaz ga tudi niti ne silim, pa me pa podpira in mož in otroka, kar mi pa pomeni največ. Ker vem, da je včasih je kar težko, a veš, ker je še vseeno se mi zdi, da kar vse meni prilagojeno, pa in imam včasih mogoče malo eno tako, ne glih slabo vest, ampak ker mi se doma v teku ne pogovarjamo veliko, veš. Jaz, ko so tekme in povem, na te tekme grem, tudi pol se mož odloči, a bo šel, ga ne silim. Ni tek pri nas tisto, zdaj pa samo tek, ker vem, da jim včasih gre to na živce. A veš, tudi včasih, ko koga srečaš, pa te začne v tem teku, saj ti ni vedno se v teku pogovarjati, a veš. To je res, ja. Ja. To je res. No, lepo se pravi, dejansko živite čisto lepo družinsko življenje, ker te v teku podpirajo, hkrati, pa tek ne igra tako velike vloge, da bi bilo pa vse podrejeno tvojemu teku, pa tvojim tekanjem in imate tudi še kaj drugega v življenju za opraviti, je tako, ja. Jaz tako pravim, a veš, da imam v bistvu 2 življenja. Eno je tisto tekaško, eno je pa tisto moje družinsko, ker tudi vseh družinskih stvari ni treba, da jih vsi vejo. Kje smo bili, kaj smo delali, a veš. Ker tudi jaz mojih sinov, jaz jih zelo malo izpostavljam. Niti nimata želje, tudi moža ne. Zato, ker zakaj bi jih pa? A veš, to je tista moja zasebnost. To je moje življenje, ki je tam skrito malo očem. Tekaško življenje pa tudi, čeprav zdaj zadnje čase nisem toliko na Facebooku, na teh omrežjih, ker se vsaka stvar pa tudi ni vejo. Ni treba, da vsa Slovenija ve. A ne? V bistvu, kako treniram, malo pa moraš, se mi zdi za sebe tudi malo skrita, ne. Ker že tako imaš določene ljudi včasih, ko se malo preveč dregnejo, a ne. Saj veš, včasih ljudje želijo ne tisto dobro, ampak da malo včasih tvoj padec včasih čakajo, ne. Ampak zdaj je pa spet odvisno, kako človek to jemlje. Jaz to ne jemljem tako, ko zdaj da me to nekaj prizadene, a veš. Mene včasih take določeni komentarji še bolj motivirajo, a veš. Spodbudijo, ja. Mislim, joj, koliko imate ljudje čas se ukvarjati, a veš. Ne, Itak pa vsak za to je res, ljudi, to je a res. veš. Ja. Ne, mislim, da všeč mi je, kar si povedala, jaz tudi cenim to, da ima človek neko svojo zasebnost, da vendarle čisto vsega, kar počne v življenju, ne izpostavi. Rabimo, mislim, če že, naj pač samo tisti del, ki je za med ljudi, ostalo pa lahko ostane tudi za med 4 stene odnosno, tudi to. Jaz sem zadnje čase, pa že kar nekaj, da sem zelo malo na socialnih omrežjih, vsemi na Facebooku,
pa se s kom potem pogovarjam, pa reče, se si videl na Facebooku, pa se rekel, ja nisem, a ne, saj mi lahko poveš, kaj se ti je zgodilo, a ne, saj ne vemo vsi in mogoče je to res slabost, a ne, danes ti ljudje niti ne povejo, če jih srečaš, kaj se jim kaj dogaja, kaj razmišljajo, ker itak predvidevajo, da si vse za njimi že prebral, pa pogledal, ampak za božjo voljo, se nimam jaz niti časa, niti volje prebirati o vsem, kar se ljudem tam zunaj dogaja. Rajš, ko koga srečam, mu rečem, ja, živijo, kako je bilo pa na dopustu, ali kaj tečeš in levo, desno, ne pa, da pač se nimam kaj z njim za pogovarjati, glede na to, da bi mogel že vse v njem videti, Bog pomagi. Ja. Pa še tako, a se ti ne zdi, da se v bistvu še tako se zelo malo pogovarjamo, ker tile telefoni so nas, a ne, včasih Okupirali. opazuješ, Ja. pa so, ne vem, 4 prijateljice ali pa 2 prijateljice na kavi, se sploh skupaj sta na kavi, pa obe dve gledata svoj telefon. A veš, Ja, to je v kar. bistvu se ljudje sploh ne znamo več ne družiti, kaj šele med seboj pogovarjati. A veš, Ja, v bistvu med tem, ko si socialen, gledaš, kaj drugi delajo, s katerimi nisi, no, mislim, ja, katastrofa, kakšna ironija, kam smo prišli. Ja, mogoče pa, ja, zato je pa dober, med tekom, jaz rad tečem tudi v družbi, ne, takrat lih ne moreš pultu telefon, ne, če bi še rajš, ne, takrat pa, če nisi lih na konc škrgami, pa konverziraš lahko in je mogoče tak način preživljanja skupnega časa, pa tudi v redu. Se ti veliko, ali pa občasno tudi tečeš, prej si imela nore babence, ne vem, to je Nataša Robnik, pa Pija Burja, pa še kakšna, ko se dobite, pa ga žgete nekaj ur skupaj. no se glih to sem ti zdajle hotela reči, zdajle se pa res nismo že, zdajle nekaj imamo v planu in upam, da nam uspe. In včasih smo se pohecali, a veš, recimo normalne prijateljice, ne vem, se dobijo, veš, ob 11, ob 12 na kavi, pa s telefoni, a veš. Mi pa smo se dobile, ne vem, 3, recimo sploh z Natašo, ko smo tekle na stadionu, a veš. Ob 3 zjutraj, evo, smo začele štartati pa delati kroge, a veš. V bistvu res orenk nore babence, ampak to je nam tako fajn. A veš, se dobimo, ali pa smo se dobile v Celju, ali pri nas v Mozirju, ali pri Piji, ja, in smo odtekle, 30, 40, in mi smo se med tekom čisto vse zmenile, brez telefona. V bistvu smo združili, a veš, tek, čvek, na koncu pa itak obvezna kavica, pa brez alkoholno pivo. Ja. A veš, in to je tisto druženje, to je tisto, pa še trening smo naredili, no. Mislim, kaj božga, če je dodana vrednost v teku, v tem, da lahko tečeš, rekel, s ljudmi, s katerimi rad se družiš, a ne. Ja, malo prešvicaš, imaš razlog, da greš pol na pivo, brezalkoholno ali pa tudi alkoholno, hkrati tisto uro pač premlejaš stvari, ki so ti zanimive, mislim, kaj božga, ne, božga v gostilni posedati. Ja, pa veš, malo se izkušnje, sploh se veš, jaz itak pravim, Nataša je itak en tisti mama, jaz pravim mama, oziroma vzor v vseh pogledih, ne zdaj sam tekaških, ampak tudi na družinskem področju posod. In ja, malo njene izkušnje, a veš, pa se malo pomenimo, pa kak nasvet, pa kaj pol malo, na drugi malo, včasih smo pojamrali, a veš, se veš, ja, kako so včasih deci sitni, a ne, v bistvu vse združimo in na konci pol rečemo, a ni bilo luštno, no, a veš. Mislim, tako da ja. tisto, a veš, ko včasih kdo reče, pa kak imate čas, dan imaš 24 ur, in če si v 24 urah ne vzameš časa, a veš, to je pa verjetno nekaj narobe s tabo, a ne. Veš, ko včasih kdo reče, pa kak imaš čas, ali pa ne vem, kaj, nič ne delaš, čist 1 ura, tudi če greš 1 uro, še vedno ti ostane 23 ur, a ne. Ja, mislim, da smo Slovenci kar svetovni rekorderji marsičema, ne, sigurno ne v tem, kako malo časa preždimo na kavicah in tako naprej, pa za televizijo, pa na Netflixu, pa na socialnih omrežjih, tako da ja, tisti, ki pravijo, kje imaš čas, ja, vem, da ljudi, ki vstajajo 3 pa 4 zjutraj, tečejo 20-30 km, grejo na šiht, imajo familije in tako naprej. Če imaš motivacijo, pa željo, imaš tudi čas, tako da ta argument, ki imaš čas, ne zdrži. Berni, ultramaratonski podvigi, med drugim si bila tudi Firenze Faenza, ja,
če sem najdel v tvoji statistiki. Kje pa si Ja. to dirko našla? Ta dirka je pa kar slučajno, v bistvu za to dirko mi je pa en domačin povedal, no, ko je že prej večkrat tekel in takrat smo se pol odločili, da smo šla z možem, pa ena prijateljica pa mož z avtodomom in smo se imeli, ful luštno je bilo, no. Tudi moram reči, 100 kilometrov sem takrat odtekla, lej, ne z lahkoto, ne bom rekla, da z lahkoto, saj čas je bil, ni bil vedi kaj, ampak v bistvu nobene krize, nobenih težav, nobenega žulja, tam sem pa uživala. V bistvu res sem uživala in ne morem pozabiti tistih pol z makom. To mi je bilo božansko, res. Ampak To je bila ena taka tekma, ki si zdaj sploh ne znam predstavljati, da sem jo v bistvu tak, z nekim takim res užitkom odtekla, veš. Pol me je na določenih punktih, je bil mož, je šel s kolesom zraven, pol je nekje zraven mene tekel, vse proti koncu sem si res rekla, kdaj bo konc. Ampak tako sem jo vzela res kot eno tako, veš, užitkarsko stotko, no. kljub Sploh ne temu, morem da je verjeti. štart, da je 3 popoldne, pa da je v Ja. klanc prvih 50 km, to ti nič ni zmotilo. Ti si Ne. šla. Pa prav zanimiva sem bila takrat, vem, da so me vsi čudno gledali, ker večina ljudi v tisti klanc kar hodi, a veš. Mhm. Jaz sem pa skozi tekla. Prav. Pa vem, da sem se zelo malo v bistvu pripravljala, res. Enih parkrat sem v službo tekla, ko sem še v Celju bila. Mhm. Se veš, kaj je to zdaj, 30 dela, ti pa iti pol na 100. Ampak ne vem, ali je bila pa verjetno, veš, tudi tista, ko je včasih želja toliko močna in pol res eno tako tekmo res jemlješ tak. To sem res vzela tak užitkarsko, no. Prav. Res nisem trpela, no. To sploh ne morem verjeti, ko se včasih spomnim, ko se ti včasih mislim, pa da je počasih 21, ko trpim, a veš. Kako sem takrat tisto 100. Tak, lepo sem jo odtekla, no. Brez kakršnih koli težav, brez kakšne krize, a veš, da bi rekla, ne vem, ne bom več, ali pa da bi se usedla na klop, ne bom šla več. Ne, ne. Ker tam vidiš vse živo. Vem, da sem videla kar nekaj tam tekačev, ja. Uležejo se na klop in pol se veš, ko enkrat zaspiš, Si gotov. je Ja. po moje, je to to, ja. Kaj pa recimo ti konzumiraš na takem teku? Ne? To vendarle traja 10 plus ur, v nekaj moraš dati v sebe, ne moreš se sam z geli pa z elektroliti nalivati. Kaj pa ti konzumiraš? Kaj pa tvoja priljubljena hrana in pijača na takih? Pa veš, da takrat sploh nisem gelov nič jemala. Takrat vem, da sem jedla takrat pica šunko. Prav. Pica šunko, ko so imeli na tistih okrepčevalnicah. Nobenega gela nisem takrat vzela. Top. Ker recimo zdaj samo gele. Samo geli, zdajle nič drugega. recimo. Ja. Tudi zdajle v Bovcu samo geli. Tudi se nisem v bistvu na nobeni postojanki okrepčevalnici nič ustavila, nič tekočine, samo geli. Nekako imam na 5 kilometrov gel in to je to. Bi šla še na kakšno 100, recimo kakšen bil ali pa kaj tazga, na kakšno razvpito, ki je tudi od točke do točke, pa je kar zanimiva, je legendarna in tako naprej. A veš, da sem bil v bistvu imela, sem že razmišljala 2 leti nazaj, pol pa sem se malo posvetovala z maratonci, celjskimi, pa vem, da takrat niso šli. Pa sem to čisto pozabila. V bistvu me je malo, veš, kaj me je malo prevzelo, ko sem bila za Pijo, malo me je ultramaraton, veš. To sem rekla, da enkrat, ko bom stara, takrat, ko ne bom več hodila na 21, ko ne bom več v reprezentanci, bi pa mogoče se kaj takega res lotila, veš. No, Tudi sem že celo razmišljala, ne boš verjel, pa vedno sem rekla, za mene je 6 ur, 7 ur maksimum. Pa sem že razmišljala, veš, celo v Kranju 12 ur. Ne, to sem še tek, pola. Pustimo se presenetiti, imam še 1 leto časa, ja, mogoče pa enkrat. No, jaz sem te hotel vprašati, glede na to, da se družiš z ultraši pa z ultrašicami, ki so pretekali cel svet, kljukali balatone, špartatlone, se neko Berni, mislim, nisi lih čist imuna na to, se sama tudi tečeš dolge razdalje, slej ko prej, pa ravno si rekla, na balatonu si bila zraven, pije, pa vidiš to, pa se rečeš, se je noro trpljenje, hudičevo, vroče je, ampak to bi bilo nekaj zame enkrat. Ja, pa bi v bistvu, veš, vzameš tak, kot en tak družinski izlet, veš. Ampak to pomeni, ne, se pravim, to si res mogoče potihem želim, ampak res takrat,
ko ne bom več v reprezentanci, veš, ko ne bom imela teh tekem, 21 pa 10, a veš, ker ne moreš, s temu ne moreš, na obeh ne moreš, nemogoče. Če so še spet pri reprezentanci, kakšni so pa kriteriji, da se uvrstiš v reprezentanco? Kaj moraš doseči? Kakšen standard moraš doseči kot tekačica, recimo v Slovenski vojski, da te uvrstijo v reprezentanco za balkansko, evropsko svetovno prvenstvo? Ja, čas mora biti pod 1:30. Na polovički. Ja? Ja. Kaj pa na maratonu? Maraton pa, a veš, da za maraton pa ne vem. Ampak jaz sem imela 3:12, je bilo dovolj. Se pravi, kar visoko postavljena letvica, ki jo moraš preskočiti. Se pravi, če ti ne bi recimo letos odtekla pol maratona uri pa pol, bi bilo tvoje mesto v reprezentanci zdaj za Švico že ogroženo ali ne? Zdaj tudi tako je, sej v bistvu, a veš, je tudi v vojski, kar je v bistvu na nek način nekih sramota, ampak sej tudi ni v bistvu žensk tekačic, ko bi imele neke take rezultate, no. A veš, čeprav jaz skozi pravim, jaz bom v reprezentanci tako dolgo, dokler bodo rezultati taki, oziroma dokler bom jaz čutila vse tisto tekmovalnost. A veš, ko pa jaz tega več ne bom čutila, bom pa se jaz počasi poslovila oziroma dala mesto mlajšim, boljšim. A veš, ker iti pol na neko polovičko, ne vem, pa teč. Že 1:35 je meni, a veš tako, 1:31, 32, če je neki vred, 1:35 je pa ni že več neki, a ne, da bi rekel glih, ja, no. Če ti tako praviš, lej. Veš. Ja, mislim, da bi ti še čim dalj časa uspeval teči pol maratone pod 1 pa pol, poznam veliko fantov, ja, mojih let in mlajših, ki bi z veseljem odlaufali tudi 1:35, pa pač se ne znajo tako dobro pripraviti, kot se očitno znaš ti, tako da, Berni, čeprav praviš, ko tebe poslušam, da je to tako pač usput za tebe, pa je to kar nekaj treba vložiti. Koliko žensk v Sloveniji pa teče pol maraton nasploh, ne samo v vojski, pod 1 pa pol, vse jih ni ravno prav veliko. No, jaz za sebe, jaz moram Marko ogromno, se pravim pa recimo rezultat, tudi ko ga imam, ne vem, Radence sem imela 1:31. To ni neki dober rezultat. Se veš, ne vem, 5 let nazaj bi bila s tem rezultatom 20, recimo. Zdaj sem bila 4. Ampak jaz vedno pravim, jaz moram za ta rezultat pikola, kar delati, veš, res. Ja. A veš, pa bo kdo rekel, pa se to je neki rezultat, ki sploh ni. Ampak jaz pa vem, da moram vložiti, a veš. Ker jaz tudi ne sodim v tisti rang tistih tipičnih tekačic. Jaz sem kar uni rang bolj močen, mislim, a veš. Ampak jaz pač svoje kile nosim, tako jih nosim in je to, v bistvu še meni še pa to malo težje, a veš. Ker nisem glih anoreksična, da vas reče. Ja, veš. In je to spet dosti težje, a veš. Ker nekdo, recimo, se veš, nekdo ena z lahkoto odteče, ne vem, 1:29, pa nič kaj ni delala. Jaz pa moram za 1:31, a veš. Ja, moraš kar garati, te razumem, te čisto razumem. Ampak še, vendarle, so tudi mlajše, močene, zelo talentirane za tek, ki odtečejo polovičko za 1:20, ni jih veliko v Sloveniji, roko na srce, garajo, trenirajo na polno, da to dosežejo, ni tak hec. Kdor je kdajkoli tekel pod 1 pa pol ve, takrat, ko si natreniran, ti 4:10 ni težko obračati kilometrov, ko nisi, ti je pa 4:30 že največja muka in razlika med 4:10 pa 4:30 je ogromna, je to, kar ti praviš, 1:35 ali pa 1:29, to je cel vesolje razlike. A veš, pa še tako je vsaka tekma sreča. A veš, lahko, takle se ti poklopi, a veš, lahko pa že, čeprav nekako jaz sem že po 3., 4. kilometru že nekako čutim, bolje telo, me bolje telo, A veš, tako, ko sem prej rekla, tudi najbolj pripravljenim lahko spodletile, pa ne moreš čist nič. A veš, čist nič. Si imela kakšne odstope, recimo, s katerimi si mogla pol tudi handlati, si mogla kdaj pač zapustiti dirko pred koncem?
v bistvu, da bi tako odstopila, ne, sem pa daljnega leta v Radencah, ja, na 17 kilometru skupaj padla. Ojoj, kaj se je zgodilo? To je bila pa v bistvu čisto ena taka glupa. Leto prej sem bila prva na vojaškem, a veš, in pol, ko hočeš ubraniti, ja, se ti zgodi in sem že v bistvu štartala cela bleda. To je bil tista, veš, ko je tisti stres prisotna, veš, ko si živčen, ko v bistvu hočeš zmagati. In to, ko so mi pol rekli, že štartala, sem cela bleda, nikjer se nisem ustavljala, vem, da sem že na 5. kilometru čutila, da nekaj bo, ampak gel sem vzela itak prepozno in na 17. padec, ja. In pol sem bila na infuziji in pol takrat vem, da sem bila psihično tudi kar zelo potrta, ja, čeprav se pol vprašaš, zakaj, a ne, ampak me je takrat kar zelo prizadelo, ja. A veš, v bistvu celo leto delaš, pol ti pa itak zaradi tvoje malomarnosti oziroma, ne, ja. In vem, da sem tudi imela pol kar strah iti in je trajalo, mislim, da celo 4 leta, da sem po tistem šla pol na 21 Radence. Ja. Ko sem rekla, da nikoli več z glavo čez zid, nikoli več. Ker nima smisla, veš, ker ni vredno, da bom jaz tamle na cesti za koga padla skupaj oziroma pristala na infuziji, pristala v bolnici, za koga. Saj jaz ne živim od tega, jaz tečem zato, ker to rada delam, ne. In če pač ne gre, odstopiš, saj to ni sramotno dejanje, ne. Včasih moraš v bistvu za odstop biti dosti bolj pogumen, ne. Tako je. A veš. Ja. Včasih moraš preceniti, kaj boljš, ja, se zmer ti je hudo, zmer ti je hudo, ko odstopiš, zmer si rečeš, joj, zakaj sem odstopil. Jaz nimam takih izkušenj, nisem se pač veliko pečal z ultrami, malo sem se, ne toliko, da bi doživel kakšen traumatičen odstop, ampak sem pa bil skupaj s tekači, ki so mogli sprejeti kakšno tako odločitev, tudi recimo enkrat, ko uriniraš kri, pa ko, ne vem, se ti malo blede, pa moče daš na tehtnico zdravje, pa ti zmer naslednji dan, pol, joj, kaj pa če bi, ampak vsak pol reče, to pregrizeš, greš naprej, se odstopi, fejli so sestavni del tega športa in naslednjič se pač probaš tega nekaj naučiti, in to je pa to, Ja, točno tako, veš, sej življenje je itak samo po sebi neka bitka, neka borba, ne. In v življenju so vzponi, pa so padci. In jaz se spomnim enega mojega šefa, ko mi je enkrat rekel, zapomni si, je rekel, padec je vedno takrat, se zgodi, ko ti gre v življenju zelo dobro. Zato moraš malo paditi, da se ti zaveš, koliko ti je v življenju dobro, ne. Saj to ni nič groznega. Zdaj moraš pa ti padec sprejeti, tako moraš zmago sprejeti, moraš tudi padec sprejeti. A veš, ko včasih koga poslušam, pa reče, pa se pol ne vem, pa so krive superge, pa je krivo to, pa sej tek v življenju ni vse. A je tako? Lepo je teči, lepo je tekmovati, ampak ni pa vse. A veš, pa včasih ima kdo kakšne poškodbe, pa tarnanje. Jaz sem imela operacije halukse, obe nogi. 3 leta nisem tekla, sem itak preživela. A veš, pač takrat ti se 3 leta vzameš, a veš, se pripraviš, se je bilo hudo, se ne bom rekla, da ni bilo hudo, ampak če ne gre, ne gre. Tu je pa zdravje zdaj na prvem mestu, a ne. Itak pol veš, če bom še lahko, bom tekla, če pa ne, bom pa nekaj druga našla, a ne. Ni tisto, da se bom zdaj pa z glavo v zid, pa jokala, pa ne morem teči, pa vse so še druge stvari v življenju, a ne, da lahko počneš. Ja, mislim, da se o tem splača razpravljati, ko mi da govorijo, marsikoga zanese, tudi mene se priznam, kdaj je zaneslo, pa si rečeš, umrl bom, če ne bom mogel teči, ampak pa si pogledaš v špegel, pa si rečeš, se nisem na svetu zato sam, da tečem, daleč od tega imam še cel kup stvari, za katere sem odgovoren, jih moram narediti, hkrati je pa, tudi če je tek, bom rekel, mi teče po žilah, ampak bom pa našel si kakšno drugo prostočasno rekreacijo, da mi bo pač krajšala čas, če ne bom pač tega mogel početi, Ja, točno tako, ja.
Tako da ne moramo zdaj reči, da veš, tek je vse, tek je nekaj lepega, tek je res nekaj, ampak ni pa vse. Ja. A veš, Ni prva prioriteta, ja, jasno, da ne, a ne. Ja. Mislim, da na koncev pod črto nobenemu ni, čeprav resno premisli, a ne. In nam rekreativcem, če so že pri tem, pa sploh ne bi smel biti. Rekla si, ok, veliko so že govorila, cesta, ultre, 21-10, zdaj popularni so, hudičevo popularni so traili zdaj, kaj pa o trailih meniš, Berni? Ja, pa tudi so mi všeč, veš, v bistvu je tako, da sem celo, no, K24, sem bila 2-krat, 3-krat prijavljena, ja, na koncu nisem šla. Zdaj, zakaj nisem šla? Zato, ker nisem bila dovolj pripravljena. Sem pa v bistvu v lastni režiji to probala in mi je uspelo, tako da sem zmozgala v 18 urah to traso. To je bilo takrat v tistem času, v bistvu, ko je bila korona in je bila tekma odpovedana. Tako da takrat smo šla z enim Markotu, smo šla čisto v lastni režiji, no, bilo je manj kot 100 kilometrov, ker je bil tisti rudnik zaprt, no, ampak le nama je uspelo, no. Tako da bom mogoče pa šla enkrat, no, ko bom pripravljena, drugač ne. Bila sem pa v bistvu na Šmarješkem trailu, ja, no, ja. Trail je luškan. Ja? Luškan je, sam v bistvu je tako, zdaj lahko greš uživati, lahko greš pa na tista, ne, in jaz sem šla takrat, prvo, da se ne bi izgubila, sem se prvih 3 punc, ja, orang prilimala in jaz sem trpela, priznam, trpela. Jaz sem po 3 kilometrih mislila, da bom odstopila, teda sem takrat rekla, da zaenkrat, če ne bom šla neki cajta, takrat, ko bom nehala s temi asfaltnimi, bom šla, no. Ker trail je malo drugačno, zdaj lahko greš uživati, lahko greš pa tekmovati. Ja, mislim, to je res, a ne, to drži. Jaz sem tudi med korono veliko stezičil, a ne, pa še zdaj zmeraj rad to počnem. Na dirke malo manj hodim, priznam, a ne, ker se mi to zadevno tekmovalna žilica še ni zbudila, sem pač prezeneč, da bi tekmoval z najboljšimi, ki so to res izmojstrili. Vidim pa kar nekaj cestnih ultrašov, ja, ki so zajadrali zadnja leta, tja tudi, ne vem, tvojo prijateljico Natašo, ki se je začela lotevati 100 pa 100 milk, kar me je kar malo presenetilo, ampak ja, najbrž je tudi trail lahko komplementaren, če drugega ne, trening za kakšno daljšo reč, ne. Ja. Bi pa rekla, je pa lepo to. Saj ti pravim, ampak zaenkrat, da bi šla tekmovati, ne. Ker nisem pripravljena za a veš. Je to specifično, ja, to so višinci, to so palce, to je hoja v hrib in tako naprej, spusti tehnični, ne vem kaj, ne, kilometrski časi odpadajo, Bog pomagi. Ja, veš, in še vseeno sem toliko tekmovalna, da ne bi šla čistko, ja. Ja. Da bi pa šla zdaj nekaj, a veš, afne guncat, to pa ne, no. To pa ne. Ja, no, sej nas je dosti tam zadaj, afne guncamo, ja, tako da ti kar tekmuj, ja, pa zmaguj. Berni, imaš poleg tele Bovške še kakšno zmago, ki si jo zdajle spomniš, pa jo še niso omenila, pa jo mora posebej omeniti, recimo. A veš, pa se v bistvu je teh kar, no, zelo sem v bistvu ponosna na osebnega, ko sem ga na Konjiškem naredila, no, 21, kako tudi ni tako lušna oziroma lahka, a ne. Je, kar nekaj klančkov, ja. Ja, drugače pa letos od teh tekom se mi zdi, da istrski, no. Istrski sem zelo zadovoljna s tem, da je to bil začetek sezone, čas, ker tudi istrski je gor dol, a ne, in mi je bil čas 1:29, top. Nisem. Za jagodje in vse ostalo. Vsaka tekma ima neke take tiste, imam neke lepe spomine, no, ni, da bi zdaj rekla, da je katera tekma, ko bi pa rekla, da mi je bila pa, a veš, vsaka tekma, vsaka medalja mi nekaj pomeni, no, a veš. Čeprav nekako najbolj so mi res tale Kranj mi je nekako tako, no, tale Kranj je, ja. Ne vem, verjetno zaradi samega vzdušja, zaradi publike, no, sploh tisti zadnja ura v Kranju je, lej, tu pravim, da bi imela greh, če ne bi šla, no. Mislim, ja, Kranj je kar postal en tak festival tega ultrateka, krožni je, ljudi se da spremljati 12 ur,
Mestna kulisa je nekaj posebnega, ne? Malo jih je v Sloveniji takih, ne? Tako da ja, se strinjam, ne? Že tisto te dvigne. To pa voditelji, a ne? Voditelja sta pa itak. Ja, s Carja. spoštovanjem, hvala. Mislim, Ja. seveda, ni težko, a ne bom tako rekel, a ne? Zdaj, pa brez neke lažne skromnosti, ampak ni težko se uživeti v tisto štimungo tam, če je, bom rekel, toliko tekačev, pa ta energija med tekači, pa spremljevalci in različnimi ekipami, jaz se to spremljaš, a ne, pa vidiš tekmovalci, kljub temu, da ste konkurenti, sodelujete med sabo, pa si pomagate, a ne? Pa spremljevalne ekipe tudi, a ne? In potem so tukaj še gledalci in potem je tukaj še, bom rekel, mesto samo, pa tisti vetrič, ki pride iz gora, pa tako naprej. Res nekaj posebnega, no, bom rekel, meni je tam všeč, jaz se dobro počutim tudi zaradi tega, ker ste vi tam tako, bom rekel, tudi tisti, ki morda se čez leto ne vidite toliko, ali pa ste zadgrizeni tekmeci, imate tam nek poseben tak prijateljski odnos. Se mi zdi kar neki tak ogromen team building ultrašov, ali kako, ne, neki taki. Ja, pa a veš, jaz se to tekmo v bistvu ne jemljem tekmovalno, ampak meni je to tekmo v bistvu samim seboj, a veš. Ker tule res je tisto, ali boš zmogel, ali ne, a veš, Krog. ker vmes ti pride tule noter v glavi, se veš, pride tista kriza, ko se vprašaš, kva mi je treba tega, a veš. Pol pa srečaš nekoga drugega, pa on teče, pa te, a veš, naprej spodbuja. In to je tisti feeling, a veš. Poleg tega pa feeling, ko res tečeš, da je z najboljšimi, no. Že Tam tisto, res, a veš, ja, tako, ja. ki jih drugače ne vidiš, no. A veš. Moče res ne srečaš vse povsod, to je res. Daj mi povej. Se na taka pristna tekma, taka prijateljska, veš, eden drugega spodbujamo. To ni tako, ko je recimo na 21, a veš, ko prideš na štartno mesto, pa se gledamo, a veš. Una je, a veš. Tu je pa drugačno. Tu je pa cilj vsem, da prideš do konca. Ne zdaj tisto, koliko boš naredil, koliko časa, ampak cilj, da prideš do konca. A veš. Ja, in je malo drugačno. Se strinjam. Ja, in ta energija se pozna, tudi zaradi tega, mislim, gledalci pridejo gledati nekaj, kar bi bilo na prvi pogled, mislim, čist neumno spremljati, ne? Ljudi, ki laufajo v enem in istem krogu 12 ur, za božjo voljo, kaj jim pa je, ne? Ampak ja, je nekaj posebenega, je dinamika, je energija, je prijateljstvo in res fajno. Tako da naslednje leto se bomo tam videli. Berni, še prej pa mi povej, kaj bi še rada naredila, recimo, v teku, ultrateku? Kje so še tvoje, rekel, ambicije pa želje? Rekla si prej, ok, ko boš nehala s krajšimi, bi šla morda celo na kakšne balatone ali še kam dlje. Kaj te še vleče? Še kakšen poseben maraton, ki bi ga odtekla, če bi imela čas pa šanso, ali pa kakšno posebno dirko, ki ti je res všeč, pa do zdaj še nisi prišla do nje? Ko si zdaj rekel maraton, ja, veš kam, šla bi pa res v bistvu v Atene. Ta maraton bi pa šla res, ja. Ti bom poslal razglednico od tam, letos gremo dol, 40. obletnica tega maratona je. Mislim, Berni, to pa je nekaj zate, ki znaš doživljati, bom rekel, tudi emocionalno te dirke. Tle pa zgodovina, 40 kilometrov. Zaradi tega, veš. To je recimo res en tak maraton v tujini, ko me pa res vleče, no. Se ne bom rekla, da me v bistvu tujina ne sam, veš, kaj je tu problem? Pot. Ko bi mogel res si tako vzeti, da bi šel malo dlje, da se tam privadiš okolje, pa da se telo malo klimatizira. Ja. Ampak Atene so pa res eden tistih, ko, ja, prav zaradi te zgodovine, ja. Pa zaradi ljudi, ko sem se pogovarjala, ko so že tam tekli, ja, je res en tak poseben čar, ne. Zdaj tam pač se ne dosegajo lih svetovni rekordi, se pa delajo spomini, no, to bom tako rekel, ja. Vse to, ja. Ja, veš, vse ni treba, da glih vsaka tekma greš postavljati neke rekorde. Vse jih ne moreš povsod, a ne. Včasih je že sam tisto dovolj, ko si ti tam in kako ga ti jemlješ, kako ti tisto tekmo jemlješ, a ne. Se povsod ne moreš vedno odteči. Na polno, ja. Ja, na polno, ja. Kaj pa kakšni, ne vem, Londoni, Berlini, kaj tazga, to, kar je popularno zdaj med cestnimi tekači in zbiranje zvezdic in
proge svetovnih rekordov in tako naprej. Ne vem, mogoče Berlin, ja. Berlin, mogoče tudi, no. Ali pa New York, evo. Mislim, vse imaš neki, pa imaš na bucket listi še zvezdica, ne? Ja. Nekaj je še v zadnji nekih želja, ne? Pa veš. Mislim, zdaj, dokler si še tako pripravljena, sigurno še moraš kam iti. Berni, glede na to, da si v tem teku že večino svojega življenja, ne, pa tudi tekmuješ, kako pa gledaš na razvoj ženskega teka v vsem tem času? Pogrešaš kaj, te radosti, da je toliko več žensk recimo v teku, po drugi strani pa mogoče tudi ne bi bilo lahko še več, ne vem, daj mi ti povej svoj pogled na to tematiko. Veš kaj, zdi se mi, oziroma opažam, da je malo je v bistvu, ne? Zelo malo je v bistvu žensko oziroma nekih takih rezultatov. Vse ti pravim, glih, ko sem ti rekla, recimo s tem časom v Radencah par let nazaj, bi jaz bila recimo 2, a veš, to ti hočem povedati, kako je v bistvu, malo je, zelo, ni neke konkurence, no, a veš. Lahko bi jo bilo več tekačic, ki bi bile bolj pripravljene, Zdaj, a je hočeš res, reči. no, je pa res zelo veliko, se mi zdi, da je več je v trailu, a veš, več je v trailu, žensk, tudi tam je, mislim, da močnejša konkurenca kot tule, no, ko tole zdaj zadnje leta res opažamo, tudi recimo Radenci, a veš, Radenci, Kraški, ja, je malo je, res je malo, no. Ja, lej, če nočejo tekmovati, pa Berni pobrala pač tiste pokale, ali kaj, Bog pomagi, ne, same so si krive. Ali pa mogoče, a veš, to zdaj samo neko tako obdobje, a veš. Ja, je malo recesiji, cestni tek nasploh, imaš prav, ja, trail je seksi, je vroč in tja gre marsikdo tekmovati, ker se drugače tekmuje kot na cesti, verjamem pa, da je cesta še zmeraj tisti fundament, na katerem se poje na koncev vsi začnemo kaliti, pa se tja tudi vračamo slej ko prej, tako Ljubljano, Radence, ne vem, ti si bila na vseh slovenskih teh večjih maratonih, to si vse pretekla, ti je kjer najljubši, pa ne zaradi zmage, tudi čistko. Pa ne, všeč mi je tudi Kraški, Kraški mi je tudi všeč. Recimo tale Bovc mi je bil, pa ne zdaj zaradi zmage, da ne bo zdaj kdo, mi je bil všeč, sam najbolj mi je to škoda, ko nisem tako mogla opazovati, a veš. Jaz bi šla tega enkrat tako odteč, a veš. Ali pa enkrat, ko bi šla gor na dopust, da bi šla po tej trasi, da bi lahko bolj v tem okolju uživala. Zato, ker je res tista Soča daje svoj čar, no, res. In Ja, to vidiš. A veš. Berni, kam ti doma zlagaš vse svoje pokale pa medalje? Se ne boš zdaj verjel, kje imam škatlah za čevlje. To sem hotel slišati, ja. To sem seveda hotel slišati, v škatlah za čevlje. Ker je tega preveč in tega ne moreš obešati po stenah, po stanovanju. Sej tisti, ko mi res zelo, zelo veliko pomenijo, so v spalnici, na komodi, te medalje pa to, ja, ampak nikakor, pa to sem obljubila, ko sem imela januarja intervju na VTV, sem obljubila novinarki, da bom jaz to zdaj vse letos pa lepo zložila, še do danes nisem, ja. Zato, ker si moramo vzeti čas, pa njih par je mogoče res teh kolajn, a veš, so res take, se veš, časih, kjer so take malo brezpredmetne, a veš. Ja, so pa bolj napite z emocijami in spomini, ja, tako. Čeprav to je res tako sramotno, da jih daješ tam v neko škatlo za čevlje, ampak se mislim, da nisem edina, no. Mislim, nažalost je pač to tako, ja, sej vsi smo veseli, mogoče je na koncu, ko so majice zbledijo, jih vržeš preč, tisti kos pleha, grdo rečeno, je pa na koncu lahko edini spomin, ki ti leta in leta ostaja nekje. Ja, pa pač se znajde v neki škatli, pa potem nekaj to ven vlečeš, pa podoživljaš, mogoče tiste občutke, ampak če bi jih pa imel skozi obešene nekje, da bi jih zjel, bi jih pa tudi ne videl več, pa tudi mogoče ne bi bilo ta pravega učinka. Ja, verjetno, ja. Tako da, ko bom enkrat imela čas, ko bom enkrat, a veš, pri volji, bom se odločila, pa bom šla malo res sortirati, pa, ker je res tega, ja, preveč.
Berni, lej, a vidiš, malo čvekava, uro pa pol gre, sem se pa tja mal pihlja veter, spoštovani poslušalci in gledalke, verjamem, da vas tole ni motilo. Iz Zgornje Savinjske se je javljala Berni Čeplak Poznič, zadnji lahko gledate, koliko je ura, ja, ker je skozi isto, pol ne veste, koliko je. To je bila taktična, da ne veste, kdaj snemava. Berni, zdaj mi še povej, kam greš, kdaj greš na naslednji trening jutri, kaj boš naredila? 10, ko bom šla jutri. 10 kilometrov, ja. Lahkotno, s pospeševanji, ne vem, tempotek. Ne, lahkotno. Ja. Tako malo, da noge pretegnemo, veš, se malo noge pretegnejo. Se zadnja loža malo pretegne. Tako, ja, zdaj se moraš potekmovalno spet vrniti. Povej mi, sam še to za konc, to me res zanima. Na tvoji najljubši tekaški tereni, kje recimo, bi te naključni tekač lahko največkrat srečal, kje res uživaš, kje največ kilometrov naklepaš? Ne boš verjel, da zdaj zadnji mesec sem jih največ naklepala proti Mozirski. To se pravi cesta proti Mozirski koči, mi je bilo najljubšno. Malo sem se tudi umaknila že zaradi te situacije, nastale situacije, ker nimaš nekega srca po dolini teč. Ja? Drugače imam pa zelo rada tu traso, po kateri gre Celje Logarska, ravninska trasica. To je to. Ampak včasih sem v takih jutranjih, zgodnjih jutranjih urah, da še ljudje spijo. Da me ne vidijo. Ja, tako, da te ne morajo upravljati. Ja. Da nimaš nobenega dela doma. Ja. Takrat, ko pa delaš doma, te pa ne vidijo. Ja. Ker imam pa res rada zjutraj tisti tek v temi, a veš. Bolj ko pa zvečer. Si jutranji človek, torej. Ja, si jutranji človek, kar se tega tiče. Tista jutranja energija, ko se mi zdi, ko se dan začne, ko se dan prebuja, je čisto nekaj druga, ko pa tisto, ko se večer, a veš. Ja. Pa cel dan potem igra na te strune jutranjega teka in je prav fajn, ko si nekaj že naredil. Ja. Res je. Zdaj, glede na to, da v Švici najbrž se ne bomo srečali, kje pa se bomo na slovenskih cestah srečali v naslednjih 2 mesecih, Berni, toliko, da te vem, kje pocukati za rokav, če boš kje, pa če bom jaz tudi tam. Ja, zdaj imamo v bistvu naslednji teden, to imamo službeno, Štatenberg, 10. Okay. Potem pa verjetno, da bom se odločila, oziroma Mrzla reka. Sicer tule še malo zdaj sem v dvomih. Mrzla reka je 8. oktober, Švica je pol, v bistvu 20 dni. 3 tedne. Mislim, da ne bi se A za 100 bi šla kar direktno? Ne, 50. Dosti je. 50 zmagati, ja. Lepo. Ja, pa veš, zakaj mi je še toliko bolj mika? Zato, ker je zdaj krog 2,5, 20 krogov. To je nekaj čisto v redu, Mislim, to je taka idealna. 2,5 je raven toliko, da ti pa še spet kaj srkant. Ja. Se pravim, ker tudi Mrzla reka mi je tudi všeč glih zaradi tega, ker je krožna. Zdaj samo molimo, da ga vreme ne bo kaj piksalo, ker zdaj je bila že tokrat prestavljena. Ja, zato so jo dali zdaj na oktober, ker decembra jim lih zlepa vreme zmer zagode, recimo, da oktobra bo pa prijetno jesensko. Tako da, evo, če prideš Mrzla reka, se vidimo. Takrat bom na Portugalskem, ker potujemo v Lizbono tisti vikend, in bom na žalost to mogel zamuditi. Mi je prav žal, ker sem že takrat se lani pogovarjal z organizatorjema, pa sem jim rekel, da bi pa rad bil enkrat tam prisoten. Letos očitno ne bom, ampak nič ne de. Bodo še priložnosti. Berni, bilo mi je res fajn, čast in veselje, da so se končno dobila na najinem zmenku na Zoomu. Rešila so vse tehnične težave, povedala si mi stvari, ki so me zanimale, pa svetu si se razkrila tudi na način, kot te še ne poznajo. Tako da mislim, da tudi tisti, ki zdaj tečejo in tole poslušajo, so uživali v pogovoru. Evo, zaključna misel je pa tvoja. Dejva reči ljudem, da jim ti kakšno opogumljajočo ali pa motivacijsko misel, ali pa, ne vem, reči, kaj tebi daje tek, recimo. Ajde. Ja, tek je način mojega življenja.
Zdaj, če povzamem malo besede oziroma mojega sodelavca, reprezentančnega Matjaža Vrhunca, ga tako poznaš, on vedno pravi, da teče zato, da lažje dohaja življenje. In v bistvu mislim, da lahko se vsi s tem strinjamo, vsi, ki nekaj malega ali nekaj večjega tečemo, da to preklemano res drži, a ne? Ker da danes dohajaš to življenje, ki res gre kot neka lokomotiva, moraš res imeti v življenju eno stvar, ne, da jo najdeš, da si nekje sam in zdaj pri nas je to tek, pri enemu drugemu je to kofetkanje, a ne. Ampak Pri tretjemu je pa spet nekaj druga, no. zakaj bi imel samo kofetkanje, če imaš lahko pred tem še tek? Ja. Je pa res tako, vsak se najde v neki stvari in jaz pravim, v tisti stvari, ko se najdeš, uživaj. Predvsem jo pa delaj z srcem in ne zaradi drugih, a ne. Tukaj, Berni, nima več kaj dodati. Tole si dala pa glavico na žebljico. Dame in gospodje, Berni Čeplak Poznič, hvala ti, evo, za urco pa pol navdihujočega pogovora. Upam, da se kmalu vidva. Marko, hvala tebi in lep večer. Srečno v Zgornjo Savinjsko. Čau. Čau, čau, čau.